Lep pozdrav vsem skupaj. Moje ime je Teja Srnel in sem docentka sinologije na oddelku za azijske študije in bom današnji dogodek tudi moderirala. Na začetku bi vas rada obvestila, da se ta dogodek snema za potrebe arhiviranja in potem z vašo nadaljnjo prisotnostjo na tem dogodku torej razumemo, da se s snemanjem tudi strinjate. Lepo bi vas tudi prosila, da med samo predstavitvijo izklopite kamere in mikrofone. Torej, še enkrat vas prisrčno pozdravljam na današnji predstavitvi najnovejše knjige profesorice doktorice Jane S. Rošker, ki nosi naslov Kriza kot nevarnost in upanje, etika pandemij, razcvet avtokracij in sanje o avtonomiji v transkulturni perspektivi, ki je pred nekaj dnevi izšla v zbirki Studia Humanitatis Asiatica, znanstvene založbe Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Avtorice te knjige mislim, da ni potrebno posebej predstavljati, bom pa za uvod čisto na kratko podala neko splošen pregled vsebin te knjige, tako samo za občutek, da vidimo, na kakšne poti se bomo podajali tekom današnjega dogodka. Torej, iz naslova knjige je povsem jasno, da gre za zelo aktualno tematiko, zato je knjiga, mislim, da več kot dobrodošla v tem času epidemične, družbene in politične krize, s katero se soočamo na lokalni in seveda tudi na globalni ravni. Avtorica namreč v svoji knjigi pokaže in poda nekaj, recimo temu, možnih odgovorov na vprašanje o tem, zakaj se družbe vzhodne in jugovzhodne Azije, tu gre poleg Kitajske seveda predvsem za Tajvan, Južno Korejo, Japonsko in Vietnam, bi rekli, dosti bolje in dosti bolj učinkovito soočajo z zamejevanjem koronavirusa, ter se pri tem poslužujejo dosti milejših ukrepov, bi rekla, kot tistih, ki smo jim priča v evropskih tako imenovanih demokratičnih družbah, pa seveda tudi drugod po svetu, in te dosegajo dosti boljše rezultate. Analize tega fenomena se avtorica loti skozi izpostavo ontoloških in epistemoloških temeljev dojemanja resničnosti in delovanja v njej. Pokaže namreč, zakaj so te osnove v vzhodnoazijskih idejnih tradicijah precej drugačne od tistih, ki so nastale v evropskih zgodovinah. No, in te razlike izpostavlja na primerih odnosa med posameznico, posameznikom in skupnostjo oziroma družbo, človekom in naravo, odnosu človeka do tehnologije, do digitalnih tehnologij in umetne inteligence, kar pa seveda spet odpira vprašanje oziroma problem koncepcije zasebnosti, intime in javne sfere. No, in zelo pomembna, bi rekla, tema, ki jo avtorica v knjigi razpira in je seveda zelo pereča in grozna, pa je porast rasizma oziroma ksenofobije, ki vsakič znova vznikne in vznika v teh in drugačnih kriznih situacijah. No, toliko čisto na kratko, samo kot rečeno za občutek, kam nas bo peljal ta današnji dogodek. Zdaj bi pa kar predala besedo avtorici knjige, da nas nekako bolj podrobno popelje po sami vsebini. Torej, Jana, prosim, beseda je tvoja. Hvala lepa, Teja, za to prijazno predstavitev. Torej, jaz bom na kratko malce poskušala predstaviti poglavitne oziroma osrednje vidike te knjige, kajti začela sem jo pisati v bistvu kmalu zatem, ko se je pričela širiti epidemija COVID-19, najprej na Kitajskem in vzhodni Aziji, in kot sinologinja seveda ne morem mimo dejstva, da se je virus, ki vodi do pljučnega obolenja z visoko stopnjo nalezljivosti in smrtnosti,
najprej pojavil na Kitajskem, torej v tistem kulturno-jezikovnem območju, ki predstavlja jedro mojih osebnih in poklicnih interesov, pa tudi vsebinsko osnovo mojega raziskovalnega dela. Torej v teku in ob eksplozivni širitvi pandemije pa je mojo pozornost, kot si že sama omenila, tudi vzbudilo tudi dejstvo, da so se ukrepi za zajezitev pandemije v sinofoničnem področju ter na širšem področju sinitskih oziroma siniških regij izkazali kot veliko bolj učinkoviti kot pa v evroameriških regijah. Naj na začetek, za tiste, ki tega ne vedo, na kratko povem tudi, kaj mislim pod izrazom sinitske oziroma bolje rečeno siniške kulture. To so kulture, ki so bile zgodovinsko pod močnim vplivom kitajske pisave in tradicionalne kulture, zlasti konfucijanstva in zen budizma oziroma čan budizma. In pri tem so me zanimali predvsem relikti teh skupnih idejnih dediščin, pa tudi njihova povezava z odnosom siniških družb oziroma populacij do pandemije COVID-19. Izhajam torej iz predpostavke, da gre pri pandemiji za globalno krizo, ne? In če gre za globalno krizo, za nek globalni pojav, potem seveda je jasno, da je taka kriza rešljiva samo z globalnim sodelovanjem, ne? In ne zgolj z ukrepi, ki so omejeni na neka ozka področja posamičnih nacionalnih držav. Toliko bolj se mi zdi pri tem pomemben medkulturni dialog, ampak ne tak medkulturni dialog, ki kot neka modna fraza, neka modna beseda, ki jo tako radi uporabljajo evropski birokrati in birokratke, temveč dejansko medkulturni dialog kot dejstvo, torej kot dialog, v katerem moramo drug drugemu prisluhniti precej in izmenjati svoja parcialna znanja, ne samo na področju naravoslovnih znanosti, tehnologije in medicine, temveč tudi na področju družboslovja ter različnih modelov politike, prava, intersubjektivnosti, etike in aksiologije. Torej vseh osrednjih vprašanj, ki pa jih obravnavam v tej knjigi, sem se lotila skozi optiko transkulturnih raziskav oziroma nekih kontrastnih analiz družbenih stvarnosti in zgodovinsko-idejnih ozadij Evrope oziroma Vzhodne Azije ali siniške regije. No, in kot raziskovalki, ki deluje na področju kitajske filozofije, epistemologije in etike, so se mi ob tem seveda odprla številna vprašanja, ki so povezana predvsem z razlogi za trenutno globalno krizo in s pogoji, ki so do nje privedli. Pri čemer so me zanimale tudi seveda idejne osnove različnih pojavov, ki so bili pri tem postavljeni v ospredje. No in pri tem, torej v knjigi gre predvsem za 3 osrednje vsebinske sklope, ki so me zanimali v širšem okviru tovrstne transkulturne analize pandemije in ukrepov proti njej. Prvi tak vsebinski sklop je sklop, ki govori o porastu oziroma analizira porast rasizmov med pandemijo in tudi vprašanje o njegovi univerzalnosti oziroma kulturni pogojenosti. Drugi sklop vprašanj je povezan z zajezitvenimi ukrepi ter z njihovim razmerjem do političnih sistemov ter prevladujočih sistemov modelov družbene etike. Pri tretjem gre pa za transkulturno ovrednotenje digitalnega nadzora, sledilnih sistemov, odnosa do informacijskih tehnologij, vključno z njegovim idejnim ozadjem, ki se kaže tako v nekih kulturno specifičnih kozmotehnologijah, kot tudi v kulturni pogojenosti vrednotenja človeške intime in zasebnosti. In sicer tako v intersubjektivnosti, kot tudi v izolaciji. No, zdaj si pa na kratko
na mal daljši način, pač par besed, bom še povedala o vsakem od teh 3 vsebinskih sklopov. Torej pri prvem gre, kot sem omenila, za rasizem. No in dejstvo, da so razlogi za nastanek epidemije v večmilijonskem mestu Wuhan verjetno povezani s pomanjkljivimi higienskimi razmerami na tržnici z živimi in tudi divjimi živalmi, so v svetovni in zlasti zahodni javnosti sprožili ne samo en velik val ogorčenja in zgražanja nad primitivizmom, nad nizko stopnjo kulture wuhanskega prebivalstva, temveč tudi nesluteni dvig ksenofobije in novih rasizmov, povezanih z nepremišljenimi predsodki in s pomanjkanjem poznavanja kompleksnih dejavnikov, ki opredeljujejo vsako kulturo in posameznike, ki v njej živijo in delujejo. Esencialistični pogledi na drugega in seveda posplošujoče razumevanje druge kot nosilke določenih značilnosti, ki naj bi se v ljudeh oblikovali zgolj kot rezultat njihove etnične oziroma rasne pripadnosti, so v zahodnih družbah ponovno priplavali na površje in se izrazili v novih oblikah rasistično pogojene ksenofobije. Nedolgo zatem so za nas prikapljale tudi novice o ksenofobnih izpadih Kitajk in Kitajcev, pa tudi na Japonskem. Na primer, Andrej Bekeš je v našem zadnjem simpoziju zelo dobro predstavil institucionalizirano ksenofobijo, do katere je prišlo na Japonskem v času po izbruhu epidemije. No, ampak ti rasistični izpadi Kitajk in Kitajcev so bili najprej uperjeni proti sorojakom in sodržavljanom iz Wuhana, torej potem proti vsej migrantski populaciji, ki je pač prihajala iz podeželja v mesta. No, vrhunec, kjer pa lahko res govorimo o rasizmu, pa so ti izpadi seveda doživeli v napadih, izolacijah, pregonih in zapiranju temnopolte afriške populacije, ki živi in dela oziroma se izobražuje na Kitajskem. No, in ker je pri teh, kot sem že omenila, izpadih šlo večinoma za takšne, ki so bili izzvani na osnovi izgleda oziroma polti, barve polti oseb, ki so proti katerim so bile uperjene, je šlo pri tem brezdvomno za neko obliko rasizma. No, in na tej osnovi sem osvetlila potem predpostavko, da naj bi ksenofobija in rasizem temeljila na nekem prirojenem biološkem strahu pred tujostjo, ki naj bi bil nekaj občečloveškega in nekaj, kar toliko bolj seveda prihaja v ospredje ob epidemijah. Kajti ti strahovi naj bi nas seveda ščitili pred okužbo. To nas seveda sooča s vprašanjem o tem, ali ni potem takem tudi rasizem nekaj univerzalnega. No, in v knjigi sem se s tem vprašanjem podrobno ukvarjala na osnovi primerjave med kitajsko in evropsko idejno tradicijo. Pri tem sem izhajala iz predpostavke, po kateri je rasizem strukturno družbeni pojav, ki je tesno povezan z evroameriško kulturo in zgodovine. No. In kot tak je nastal in se razvijal z roko v roki stoletja dolgo trajajočimi procesi kolonializma, vključno z njegovimi novodobnimi inačicami, kakršne sta neo- in postkolonializem. V tem okviru sta koncept rase in pojav strukturnega rasizma in rasizma predvsem kot ideje, kot ideologije, tesno povezana z ekonomsko, politično in aksiološko prevlado Zahoda nad tako imenovanimi regijami globalnega juga. Oboje sem osvetlila iz ontološke perspektive in iz vidika transkulturnih primerjav. Predtem pa sem se nekoliko podrobneje posvetila tudi nekaterim vprašanjem, ki tvorijo ozadja obravnavane problematike.
Sem sodijo odnos med rasizmom in nalezljivimi boleznimi, razlike med individualnim in strukturnim oziroma političnim rasizmom, to moramo diferencirati, to dvoje moramo razločevati, pa tudi sam koncept rase, skupaj z njegovimi ontološkimi temelji in družbenimi implikacijami. No, drugi sklop vprašanj je bil povezan s političnimi in etičnimi dimenzijami, razsežnostmi zajezitvenih ukrepov, kajti vprašanje rase in rasizma nikakor ni bil edini vidik, ki me je kot sinologinjo pritegnil k raziskovanju in v meni vzbudil razmisleke, iz katerih je nastala tale knjiga, ki jo danes predstavljamo. Torej, kmalu potem, ko se je bolezen COVID-19 razširila na globalno raven, s čimer so se pokazale njene pandemične razsežnosti, je namreč postalo jasno, da sodijo ravno Kitajska, predvsem pa tudi druge regije siniškega kulturno-jezikovnega območja, med področja, ki so v procesih zajezitve in eliminacije virusnih epidemij precej bolj učinkovite kot države evroameriških regij v povprečju. Raziskava, na kateri temelji pričujoča knjiga, pa je jasno pokazala, da je treba ob iskanju odgovora na vprašanje po razlogih za to relativno učinkovitost sinitskega kulturnega prostora ovreči prvotno zelo razširjeno, a neutemeljeno trditev, češ da gre pri tem za tradicionalno avtokratsko delovanje sinitskih držav, ki ukrepajo preko ukazovanja od zgoraj navzdol. In jim je pri tem v pomoč domnevna tradicionalna poslušnost vzhodnoazijskega prebivalstva. Torej, v knjigi izhajam iz hipoteze, po kateri je bolj verjetno, najprej seveda poskušam ovreči to neutemeljeno trditev, ki pa je bila v medijih zelo, zelo razširjena. Drugače pa izhajam iz hipoteze, da je bolj verjetno, da tičijo razlogi za to učinkovitost v konfucijanski etiki odnosnosti oziroma v reliktih te klasične etike, ki ne izhaja iz pojma izoliranega individuuma in v okviru katere sta družbeno kontekstualizirani posameznik in kontekstualizirana posameznica z družbo v vzajemno komplementarnem razmerju. Tradicionalna konfucijanska etika, ki ima določen vpliv v večini siniških regij, je relacijska. Saj se je v predmodernih družbah vzhodne Azije sebstvo posameznika, posameznice vzpostavilo šele preko mnogovrstnega omrežja odnosov s soljudmi. In v tem okviru je seveda pomembno tudi dejstvo, da sebstva brez participacije v medosebnih interakcijah znotraj določene kulture sploh ne more biti. Torej, v pozitivnem smislu pa se prav preko teh odnosov lahko vsak človek enakovredno udeleži ne zgolj najožje, temveč tudi širše družbene skupnosti, znotraj katere živi in jo tudi ustvarjalno spreminja. Tak relacijski, omrežni ali odnosni model družbenega sobivanja, v katerem posameznik samega sebe dojema kot neločljivi in soodvisen in organski del družbe, je zelo dobra osnova vzajemne solidarnosti članov in članic vsake skupnosti. Torej, v knjigi sem predstavila tudi idejne temelje tovrstne solidarnostne medčloveške interaktivnosti, ki prihajajo na primer do izraza v osrednji konfucijanski kreposti tako imenovane sočlovečnosti, nekega kitajske osnove empatije in humanizma. Torej, moram reči, da v totalitarnih in avtokratskih državah vzhodne Azije, kakršna je na primer Severna Koreja ali pa trenutno Ljudska republika Kitajska, je ta demokratična etika potisnjena v ozadje. Veliko bolje je ohranjena v družbah mehkih vzhodnoazijskih demokracij, na primer na Tajvanu, Hongkongu, Južni Koreji, tudi Vietnam bi lahko šteli semkaj. In ti v soočanju s pandemijo niso, te vlade teh držav niso izvajale nobenih pretirano represivnih ukrepov, torej ti ukrepi niso bili bolj represivni, kot so na primer pri nas. Kvečjemu manj,
pa so bile pri njeni zajezitvi vendarle izjemno uspešni. Tu navajajo predvsem hitro reagiranje v zgodnjih fazah epidemije, transparentno, kontinuirano in praktično usmerjeno informiranje o širitvi bolezni, odličen zdravstveni sistem, pa tudi dobro organizacijo in koordinacijo prebivalstva, ki je v epidemiji v glavnem videlo skupni problem, katerega lahko rešuje le družba kot celota in ne zgolj posamezniki. Prav ti slednji faktorji pa sodijo k osnovam konfucijanskega relacionalizma oziroma konfucijanske etike odnosnosti. No in zdaj še na kratko tretji sklop, tretji in zadnji sklop, ki se mi je zdel tukaj pomemben. Tukaj gre pa za različne kulturno pogojene odnose do digitalnega nadzora in njihove kozmotehnološke osnove. V tem kontekstu se knjiga ukvarja tudi z vprašanjem bodočnosti, razsvetljenskih vrednot, humanizma, pa tudi humanistike, ter usode intimnosti, zasebnosti in javnosti. Ravno pandemija COVID-19 je jasno pokazala, da se lahko digitalne tehnologije in uporaba velikih zbirk podatkov uporabljajo tudi na avtonomen, na osvobajajoč način, in nikakor ne zgolj kot orodje vseobsežnega centralističnega nadzora, kakršnega si prizadeva doseči na primer Ljudska republika Kitajska s svojim zloglasnim sistemom družbene kredibilnosti, ki je seveda nek sistem, ki ga noben od nas ne odobrava, ampak prav nasprotno. Ampak po drugi strani lahko digitalizacija človeškega sveta prinaša za vsakega od nas tudi možnost, oziroma skoraj bi lahko rekli nujo soočenja z digitalnimi objekti, katerih razumevanje zahteva tudi redefinicijo oziroma vsaj konceptualno modifikacijo ontologije ter ontološkega razumevanja resničnosti. Ta problem je povezan z novim pojmovanjem tehnologije. To je toliko bolj pomembno zaradi vse večjega razkoraka med razvojem tehnologije na eni in njene humanistične interpretacije ter evalvacije na drugi strani. Vse od evropskega razsvetljenskega gibanja naprej je namreč veljalo, da naj bi tvorila humanistika in na konceptu razuma osnovano humanistično razmišljanje temelj tehnologije. To se je v teku zadnjega stoletja korenito spremenilo in mnogi dandanes govore o koncu elementarnih osnov humanistike, torej o razkroju razsvetljenskega mišljenja in sovpadajočih vrednot. Zato sem veliko pozornosti v tej knjigi posvetila tudi transkulturni analizi ontološkega statusa osnove digitalnih tehnologij, torej digitalnih objektov. To so strukturni redi podatkov in seveda metapodatkov. Metapodatki so podatki o podatkih ter infosfer, v katere so le-ti umeščeni. Kajti šele tehnodiverziteta, ki jo lahko vzpostavimo samo na osnovi poznavanja in vzajemne teoretske interakcije različnih kozmotehnologij, se nam namreč lahko pomaga do ohranitve avtonomije in človeškosti subjekta. No, pri tem sem izhajala iz vprašanja potem, zakaj je v siniških družbah na splošno prisotna večja stopnja sprejemanja uporabe digitalnih tehnologij kot na Zahodu, kjer smo glede tega zelo zadržani, ne? In tudi ne čisto brez razlogov, seveda. No, ugotovila sem, da gre pri tem, zakaj v siniških, vzhodnoazijskih družbah je ta stopnja sprejemanja večja, da gre pri tem za 3 razloge v glavnem. Prvi je povezan z relacijsko naravo digitalnih objektov, ki ustreza tradicionalnim sinitskim metodam dojemanja resničnosti. Drugi je povezan z drugačnim dojemanjem konceptov svobode in avtonomije,
Pri tem je treba paziti, jaz ne trdim, da tam ni konceptov svobode in avtonomije v teh kulturah, pravim samo, da so drugačni. Tretji razlog za to večjo stopnjo sprejemanja digitalnih tehnologij pa je povezan z drugačnim zgodovinskim statusom konceptov zasebnosti in intime. No, in to so ti trije sklopi, ki so me pri tem, pri vprašanjih povezanih z transkulturno evalvacijo COVID-a najbolj zanimale. No, in ta knjiga se potem zaključi na nek način, torej ne nudi nobenih odgovorov na mnoga pereča vprašanja, temveč jih poskuša na nek način vrednotiti, kontekstualizirati, nakazati, kam, v katere smeri se pravzaprav naj bi raziskovanje na teh področjih razvijalo naprej. In konča se potem s pobožnim upanjem na to, da je možno iz pandemije COVID-19 se kaj naučiti, vendarle, in tudi s še bolj neverjetnim upanjem na to, da nekje v stičišču mnogoterih svetov vendarle obstaja možnost neke nove globalne etike, ki pa ne bo zasnovana na enakosti, temveč na enakovrednosti vseh ljudi. In s tem bi jaz to svojo kratko predstavitev zaključila in se vam zahvalila za vaše potrpežljivo poslušanje. Najlepša hvala, Jana. Sedaj pa bi prosila, da se k razpravi priključi asistent Marko Ogrizek. Marko je japonolog, ki je tik pred zagovorom svojega doktorata s področja konfucijanstva v japonski filozofiji in je specializiran za japonsko in vzhodnoazijsko filozofijo, predvsem s konfucijansko etiko ter idejno zgodovino. Zdaj, Marko bo podal nek svoj komentar ali pa svoj odziv, mogoče bolj na prvo poglavje, na ta metodološki del oziroma pristope k transkulturnim primerjavam ter mogoče tudi vprašanjem etike in morale. Tako da, Marko, izvoli, oder je tvoj. Hvala lepa. Ja, meni je zdaj kar malo nerodno, ker je imela profesorica tako veliko izčrpno in zares sistematsko lepo predstavitev vsebine knjige, da jaz kot ne avtor knjige težko tukaj sledim, s čim zares izvirnim oziroma še bolj informativnim. Lahko v bistvu, da ne bom česa ponavljal. Rajš povem, kako sem jaz sam to knjigo doživljal, sem imel priložnost prebrati, natančno prebrati. In moram reči, da moj prvi pogled je, ker sem tudi sam na tem področju, v doktoratu sem se ukvarjal s, ne bom rekel s podobnimi zadevami, ker tukaj gre še zmeraj za seveda veliko razliko v ravni kvalitete in dela, ampak zmeraj je ta uvodni del, ki je nekako metodološki, torej tukaj se zmeraj predstavi, kaj so to transkulturni pristopi k nekemu problemu, zmeraj je neka raven apologije zraven bila in jaz sem bil pač pri tej knjigi izredno vesel, ker gre tudi v tem uvodnem metodološkem poglavju, gre za neko izredno bogat razvoj tega pristopa, ki se je začel mogoče zgodovinsko z primerjalno filozofijo, če hočemo, ki je bila še precej nesistematizirana. Zdaj pa govorimo že v zelo sistematiziranih in na visokem nivoju pristopih. Moj prvi vtis je ta, v meni je ta knjiga neke vrste, bom rekel iskreno, vzor v tem, kako človek pripelje neko delo raziskovalno od teh temeljev, torej najprej sam razvoj transkulturnega pristopa, ta pristop k drugače kulturno pogojenim tradicijam in potem ta pristop, kako ga najbolj produktivno uporabiti, da lahko in prepoznamo te razlike in prepoznamo te podobnosti in jih ovrednotimo na tak način, da nam dovoli iz različnih kulturno pogojenih
tradicij črpati tisto najbolj relevantno in skozi to prizmo potem obravnavati neke probleme, ki so povsem relevantni, torej aktualni za današnji čas. Torej, kot je profesorica razložila v tej knjigi, ta knjiga skozi to metodo pripelje do obravnave problemov, ki so se pokazali, niso nastali, ampak so se pokazali kot veliko bolj pereči v času COVID epidemije, torej rasizem, torej ta digitalni nadzor, kako se z epidemijo spopadati. In seveda, kar meni ta knjiga daje, je ravno ta uvid, kako izhajati iz nekih povsem teoretskih izhodišč, kako dati možnost, da se soočajo neke tradicije, soočajo in pogovarjajo seveda na različnih nivojih in iz tega potegniti tisto najbolj relevantno za to, da se obravnava te trenutne probleme, v katerih smo se znašli. No, jaz tudi kot študent te filozofije kitajske oziroma predvsem konfucijanstva, si seveda v glavi potem razmišljam, kako te zadeve predstaviti tudi na druge primere. In ker sem tudi japonolog, mislim, da bom v prihodnosti zelo veliko potegnil iz te knjige. Torej, kar je meni ta knjiga največ dala, poleg tega, da mi je dala poseben nov uvid, ki je obogatil moje rastno delo na več nivojih, torej na raziskovalnem nivoju in na nivoju razumevanja vprašanja, seveda filozofija zmeraj najpomembnejše je odpiranje novih vprašanj. Torej, mi je dala tudi moje lastno razmišljanje, se pravi, kako mogoče zdaj razmišljati tudi o japonski, v tem jaz danes seveda ne morem toliko o tem reči, ker mi še ni uspelo toliko se s tem ukvarjati, ampak lahko rečem, da me to bo v prihodnosti precej zanimalo. Je pa mi zanimivo te vedno prisotne tenzije v tekstu, to se pravi te nivoji, kako gre zmeraj ta razlaga od tega, kako je treba zmeraj začeti s tem, ali je kitajska filozofija, to mi je izredno fascinantno, kako v bistvu to vprašanje zmeraj ostaja, ne glede na to, ali se bere knjige izpred 10 let, ali se bere knjige zdajšnje. In mi je všeč, kako v bistvu tudi to vprašanje se razvija, tudi ta odgovori so bolj bogati, tudi ta metodologija je dosegla že eno zelo visoko raven. Tako da se zdaj ta projekt, ki je v knjigi predstavljen, se mi zdi kot neke vrste tudi zasnova za neko novo etiko. Seveda, kot je profesorica povedala, ta knjiga vprašanj ne rešuje, saj načeloma, če smo iskreni, jih filozofija redko kdaj rešuje, ampak jih pa odpira na zelo zanimiv način, na tak način, ki dovoljuje veliko glasovom, ki so bili predtem preslišani in seveda, ki jih hkrati na vsakem nivoju tudi se spopada s temi percepcijami postkolonialnimi in pa seveda s percepcijami, ki porajajo rasizem in podobno. Torej, jaz sem v tej knjigi videl predvsem en izredno povezan tekst, na vseh nivojih te nivoji se na vsakem koraku izredno prepletajo in jaz mislim, da ravno tako, kot je profesorica prej povedala, da je ta knjiga ni zanimiva samo recimo zame, ki mi je tudi metodološko, strukturno, raziskovalno izredno blizu, strokovno, ker me zanima po strukturi teksta način, kako povezati ta izhodišča transkulturnih pristopov z temi zaključki, ki na nek način podajo neko aplicirano etiko na trenutne situacije, ampak se mi zdi, da odpira zadosti široka in pomembna vprašanja, da je zanimiva tudi za širšo javnost, za vse, ki so se mogoče v zadnjem času počutijo, da so v svojem razmišljanju, v svojem doživljanju ujeti v nek pretiran ozek tunel in bi radi v bistvu našli nek dober način, kako razmišljati
širše razmišljati, bolj globalno razmišljati, spoznati vprašanja, ki so se zastavljala v nekih drugih tradicijah, ne samo v naši, ker ta preskok se mi zdi je še zmeraj celo v filozofiji kot vedi še zmeraj zadost redek, torej še zmeraj imamo opravka z eurocentrizmom, še zmeraj imamo opravka s tem, da se recimo vse kulturne izkušnje vrednoti na podlagi kriterijev, ki so se razvili v evropski tradiciji. Tako da jaz mislim, da je ta preskok, ta sprememba načina razmišljanja izredno pomembna, ne samo za strokovno javnost, ki smo pač danes tukaj prisotni, ampak tudi za druge. Zdaj, jaz sem imel v glavi še malo te vsebinskih zadev govoriti, ampak sem med tem, ko je profesorica razlagala stvari, prišel do spoznanja, da je ona to tako sistematično in lepo naredila, da jaz tukaj ne bi zares preveč ponavljal in to. Bi vas pa izredno iskreno povabil, da si to knjigo tudi preberete. Hvala. Najlepša hvala, Marko, za delitev tvoje osebne izkušnje v branju te knjige. Zdaj pa bi jaz vendarle si dovolila vzeti tudi sama nekaj minut vašega dragocenega časa in vam bi rada prebrala epilog knjige. To pa zaradi tega, ker se mi res na tem mestu zdi pomembno slišati avtoričine zaključne misli na eni strani, po drugi strani pa tudi zame osebno ta epilog na nek način predstavlja nek globlji, oziroma me poziva, pa mislim, da tudi občinstvo, k nekemu globlju, ki bo to knjigo bralo, k nekemu globljemu razmisleku o nas samih, o naši vlogi v družbi, po eni strani, po drugi strani pa tudi ponuja razmislek o tem, namreč o boljšem soočanju oziroma načinih boljšega soočanja in reševanja tovrstnih kriz, ki nas, žal sem v to skoraj prepričana, v prihodnosti zagotovo še čakajo, pa tu ne mislim samo nekih virusnih kriz, temveč tudi in predvsem vedno hujših podnebnih kriz in seveda migrantskih problemov, ki so s temi krizami povezani. No, ampak po epilogu pa boste imeli vi, cenjena publika, končno imeti možnost zastaviti vprašanje ali pa komentar avtorici. To pa lahko storite, bodisi da se javite v živo in dvignete virtualno roko, bodisi pa tako, da zastavite vaše vprašanje ali komentar v klepetalnico. Tako. Naslov epiloga se glasi Nova Politeja, dežela rjavečega orožja in reševanje iz mračnih časov. Pandemija COVID-19 je številne po vsem svetu vsaj za hip ustavila pri vsakodnevnih hitečih rutinah postindustrijskega in digitalnega sveta. Za mnoge druge, ki ne živijo v postindustrijski dobi, je predstavljala še nadaljnje poslabšanje njihovega že tako nezavidljivega položaja. V mnogih polmodernih družbah, kakršna je tudi Slovenija, je nudila populistom, nacionalistom in avtokratom nove priložnosti krepitve oblasti, tudi če se je to dogajalo s protiustavnimi sredstvi. Konec koncev je šlo za nujne ukrepe. Civilno prebivalstvo naše in mnogih drugih držav po svetu bo moralo budno paziti na to, da nova normalnost v narekovajih, ki jim jo ponuja oblast, ne bo postala normalnost koronskih diktatur, vsesplošne odtujenosti, pomanjkanja resničnih medčloveških stikov, vse večje revščine in kontrole ter vse bolj utilitarističnih ukrepov, ki bodo ljudem krojili usodo zgolj še v imenu države in ohranjanja njenega bruto družbenega proizvoda. Verjamem, da to še zdaleč ni edina možnost postkoronskega obdobja. Verjamem, da obstajajo tudi alternativne prihodnosti, namreč takšne, ki bodo morda vendarle plod razmisleka.
Morda bo iz iskrice, ki se nam je utrnila pri tem hipnem, neprostovoljnem zastoju, nastal plamenček, ki bo našo apatijo nemoči nadomestil z upanjem. Morda je dejansko čas, da se malce ustavimo in razmislimo o tem, kam smo namenjeni in kaj sploh počnemo. Lahko se denimo povprašamo potem, v kolikšni meri smo tudi sami soodgovorni za izbruh pandemije, tako kot smo sami soodgovorni za globalno segrevanje, revščino, vojno, neoliberalizem, zato, da je Franc padel v blatno lužo in izgubil copat, pa še za marsikaj drugega. Če sami sebe razumemo kot izolirane in hkrati enkratne posameznike in posameznice, ki živijo in delujejo izven umazane politike v narekovaju, potem seveda z vsemi temi problemi nimamo nič skupnega in nismo odgovorni za nobenega od njih. Konec koncev jih neposredno ni povzročil nihče od nas, četudi že s svojim življenjem v družbi in z našo participacijo v njenem ekonomsko-političnem sistemu vsi prispevamo k njihovem poglabljanju. Prej kot storilci in storilke smo nemočne žrtve. Takšno razumevanje sebe in svojega položaja v družbi nam olajša soočanje z etičnimi dilemami, saj nas opere odgovornosti in s tem dolžnosti za iskanje odgovorov na vrsto neprijetnih vprašanj. Če pa se nase ozremo z vidika, s katerega je jasno, da smo del človeštva, potem smo dejansko soodgovorni za vse zgoraj nešteto. Morda bi lahko organizirali ljudske vstaje in vse to preprečili. Tudi, če se na ta problem ozremo z vidika dejstva, da smo že v svojem svojstvu človeka in človekinje, da bomo dosledni, hkrati tudi del družbe, kulture, države, razreda in skupine nosilk in nosilcev čevljev številka 40, smo za vse te probleme dejansko avtomatsko soodgovorni. A že svojo glasovnico, ki jo za nekoga ali nekaj oddamo ali ne, vsako 4. leto, smo to soodgovornost prevalili na ramena tistih, ki jim je za vse to še najmanj mar. Nekaj je hudo narobe s tem tragikomičnim sistemom, ki naj bi ga skupaj z našimi soljudmi moškega, srednjega in vseh ostalih spolov same avtonomno izvolile oziroma sami avtonomno izvolili. Morda bo za rešitev tega problema najbolje, če pričnemo s kratkim pogledom v idejno zgodovino naše soodgovornosti. Aristotel je razlikoval med 6 oblikami oblasti, ki jih je ocenil glede na 2 kriterija. Prvi kriterij je bil številčne narave in je dopuščal bodisi vlado enega, bodisi vlado manjšine ali pa večine nad vsemi. Vsaka od teh vladavin se je lahko pojavila tako v dobri kot tudi v slabi obliki. Dobra vladavina enega nad vsemi je monarhija. Slaba enačica istega razmera je tiranija. Slaba vladavina manjšine nad večino je oligarhija, dobra aristokracija. In slaba verzija vladavine večine je demokracija, medtem ko je politeja njena dobra in legitimna enačica. V grški antiki je demokracija slabša in nelegitimna oblika vladavine ljudstva, ker gre pri tej obliki vladavine za oblast revnih in predvsem neizobraženih množic, za oblast tistih, ki jih vodijo primarni vzgibi in želje po individualnih koristih. Demokracija je za Aristotela torej izmaličena oblika politeje. Takšne množice razumevajo politične odločitve kot odločitve, ki morajo nastajati na osnovi številčne premoči. V tovrstnih sistemih ni prostora za strukture zrelega odločanja, ki bi omogočale zaščito marginaliziranih in deprivilegiranih manjšin pred prevlado homogenih interesov večine. Takšna demokracija je zgolj oblast kvantitativno merljivih številk in normativnega odločanja na podlagi interesov večine, medtem ko je politeja v idealnem primeru prav tako oblast večine, a večine vedočih in izobraženih, razumnih, izkušenih in usposobljenih državljanov in državljank.
Medtem ko je demokracija oblast demosa v smislu neizobražene večine, predvideva politeja odločanje večine, ki pa mora biti izobražena. Realno gledano pa je bil v stari Grčiji družbeni red politeje zelo blizu sistemu vladavine aristokracije, saj je bil dostop do izobrazbe v antičnem svetu omejen na svobodne predstavnike višjih slojev. Če pa razumemo izobrazbo in znanje kot načelno družbeno dobrino, do katere morajo imeti dostop vsi ljudje, bi lahko v današnjih razmerah politeja dejansko pomenila sistem oblasti ljudstva, ki razpolaga znanjem in zato tudi sočlovečnostjo, podobno tisti vzajemni empatiji, ki prihaja do izraza v temeljni konfucijanski kreposti Ren. Tako v konfucijanstvu, kot tudi v naukih Aristotela je izobrazba tisti temelj, na osnovi katerega lahko človek odloča izhajajoč iz interesa po blagostanju celotne skupnosti, ki je v obeh omenjenih diskurzih tudi bolj primarna od posameznika oziroma posameznice. Morda bi bila takšna nova politeja dobra osnova za premagovanje epidemij in reševanje najrazličnejših sorodnih kriz sodobnega sveta. Morda pa nam bodo po drugi strani prav karantenski ukrepi odprli oči za razumevanje utopije majhnih in politično transparentnih lokalnih skupnosti, kakršno opisuje Lao Tzu v svojem spisu o majhni deželi z maloštevilčnim prebivalstvom. To je navzven popolnoma zaprta lokalna skupnost, kjer rja napada odvrženo orožje in samevajoče ladje, ker jih nihče več ne želi uporabljati. To je območje, v katerem ljudje cenijo pomen preprostih, a hkrati vitalnih reči, kot so dobra hrana in topla oblačila. To je vasica, v kateri se ljudje počutijo varne in mirne v svojih bivališčih in vse do smrti ne obiščejo sosednje vasi, čeprav je ta tako blizu, da se iz nje sliši petje petelinov in lajež psov. Poleg tega ne bi bilo slabo, ko bi iz izkustva karantenske izolacije potegnili, ohranili in razvijali naprej vsaj nekaj tistih kvalitet, ki jih Hannah Arendt povzema z izrazom sijajna izolacija. Pri tem gre za izolacijo kot nujni predpogoj vsakršnega mojstrstva, saj mora biti vsak mojster, vsaka mojstrica na samem začetku ustvarjanja sama z idejo. Torej z mentalno podobo stvari, ki naj bi nastala. To mojstrstvo pa se seveda nanaša zgolj na obvladovanje materiala, ki je lahko idejni ali fizični in nikakor ne na obvladovanje ljudi v obliki političnih dominacij ali osebnih manipulacij. In kot smo videli že v prejšnjih delih te knjige, je temeljni predpogoj vsakršne ustvarjalnosti, ki lahko privede do pozitivnih sprememb v naših življenjih in v družbi, v kateri živimo, to, da smo se pripravljeni podati na pot samote. Vse prevečkrat smo namreč z drugimi ljudmi samo zato, da bi ubežali sami sebi in se skrili pred potenciali lastne ustvarjalnosti. Pogosto jih potrebujemo samo zato, da bi njihovi glasovi preglasili naše misli. Morda pa bomo iz svojega skupnega izkustva, ki smo ga vsak po svoje in vsak znotraj svoje lastne subjektivnosti doživeli na pragu 3. desetletja, 3. tisočletja, izšli kot novi ljudje. Če bo res tako, bomo lahko konec Brechtove pesmi Za nami rojeni, ki govori o rešitvi iz mračnih časov, naslovili na nas same. Tale pa gre takole. A vedite, ko bo zares prišlo tako daleč, da bo človek človeku v pomoč, se spomnite na nas prizanesljivo. Tako, s temi besedami jaz zaključujem ta uvodni predstavitveni del in pozivam vas, cenjena publika, da postavite, če imate kakšno vprašanje oziroma komentar, seveda avtorici. Prosim. A se slišimo? Vse. Gledam v klepetalnico.
Zaenkrat še ni. Ja, seveda so. Luka je prvi dvignil roko, potem pa Maja tudi. Zdaj pa ne vem, Luka je bil prvi. Ja, Luka je bil prvi, potem pa Maja. Luka, oprosti, izvoli. Nič hudega, hvala za vse te predstavitve, vsem trem. Ja, jaz imam v bistvu vprašanje, zdaj, ki je na nek način preprosto, ker nisem še prebral knjige, in bi si želel v bistvu samo do nekaj pojasnitev glede samega vprašanja. Namreč, če sem prav razumel, je ena od idej, ki se je obdelana v tej knjigi, čeprav gre tudi, kar sem zdaj poslušal do konca, za precej kompleksne preplet tematik, od vprašanj medkulturnih odnosov, rasizma, ampak ena od ključnih tem gotovo je vprašanje pandemije in spopada s pandemijo in v tem smislu odzivov posameznih družb na epidemijo, kjer je ta izhodiščna teza, če sem tudi javno prav razumel, vprašanje, kako so te azijske oziroma sinitske ali siniške, kot pravi zdaj, družbe, ki jih povezuje to, da imajo za podstat neko skupno filozofsko idejno podlago, izhajajoče iz konfucianizma, odzvale se drugače in bolje kot recimo določene zahodne družbe. Zdaj bi jaz vprašal tukaj najprej to, kot rečeno preprosto. Če siniške družbe razumemo kot družbe s podstatjo v konfucianizmu, so ponavadi zahodne družbe tisto, kar izhaja iz neke, kot je bil na koncu tudi Aristotel omenjen, torej grške antike in seveda potem jasno na temelju krščanske podlage in krščanske morale in krščanske idejne in filozofske tradicije, če hočemo. In zdaj tukaj je narejena ta razkorak in vemo, da nekatere zahodne družbe so precej slabše odneslejo s tem, kot so jo te vzhodne družbe. Hkrati je bilo pa tukaj omenjeno na eni strani, v teh družbah imamo zdaj neke razlike, da so določene avtoritarne države siniške kulturnega kroga, kot recimo Ljudska republika, Kitajska, Severna Koreja, odmaknile se od te konfucijanske etike in tako naprej, ali pa jo imajo potisnjeno bolj v ozadje, ampak so kljub temu hkrati izjemno uspešne v svojem spopadu z epidemijo. Po drugi strani imamo Japonsko, ki po številu smrti in je gotovo uspešna, hkrati pa ni čisto jasno, zakaj, odkot izvira ta uspeh, ker določeni ukrepi gotovo niso bili uspešni, vsaj ne na nivoju, kot je recimo to izkazal Tajvan ali pa kaj podobnega. Po drugi strani imamo pa družbe, ki absolutno spadajo v tisto, kar bi rekli, zahodna, civilizacijska sfera, kakorkoli, torej po eni strani krščansko, in anglofone družbe, kot je recimo Nova Zelandija, ki se je prav tako izjemno uspešno spopadla z pandemijo koronavirusa. Skratka, če bi lahko eno pojasnilo še enkrat, malce bolj specifično, kako je povzeta ta relacija na eni strani konfucijanske etike in siniških družb in odziv na pandemijo v teh v bistvu bolj kompleksnih situacijah, kjer imamo dobre odzive, pa bolj avtoritarne družbe, pa dobre odzive z zahodnih družb, pa slabe odzive zahodnih družb, pa tudi problem določenih vzhodnih družb. Tako da, mogoče to, če je bilo razumljivo, bi bilo eno tako vprašanje, ki se mi je postavilo ob tem vprašanju odziva in odnosa do pandemije. Ja, hvala lepa, Luka, za tvoj zelo umesten komentar, kajti pravzaprav sem iskala neko priliko tudi, oziroma da povem nekaj, česar mogoče nisem povedala v tej predstavitvi. Torej, te knjige zagotovo ne gre jemati esencialistično ali pa kot neko idealizacijo zdaj vzhodnoazijskih siniških družb, kjer bi se zdaj tale svet delil na good guys, ki so v vzhodni Aziji, in bad guys, ki so v Evropi. Gre bolj za poudarek te potrebe,
kot sem že na začetku povedala, torej pandemija je globalni problem zahteva globalne rešitve, resnično globalne rešitve zahtevajo resničen dialog. To pomeni, ne, da zdi se mi, da tudi Svetovna zdravstvena organizacija nekako pri svojih prizadevanjih in pri svojih svetovanjih še vedno izhaja iz precej evropocentričnega vrednotenja ukrepov in možnosti ukrepov. Ne, ampak da se zdaj vrnem nekako na to vseeno polarizacijo, ki pa je ne smemo, kot rečeno, jemati esencialistično, se pravi siniške družbe in evroameriške družbe. Seveda v obeh teh dveh področjih obstaja zelo visoka stopnja diverzifikacije. Naprimer, če zdaj vzamemo najprej na Zahodu, torej jaz mislim, da zahodne ideologije, tiste, ki nas dejansko še danes opredeljujejo, ne temeljijo več toliko na Aristotelu, na krščanstvu seveda deloma, čeravno se tudi to razblinja, ampak tisto, kar nas je v zadnjih 100 letih najbolj opredeljevalo kot zahodne družbe, oziroma že v času kolonializacije pravzaprav, so tiste ideje, na katerih se je izoblikovalo razsvetljenstvo. To so ideje avtonomnega, izoliranega subjekta, ideje svobode tega subjekta in vse te ideje so na nek način tudi idejna osnova modernizacije. In jaz mislim, da so te moderne ideje pravzaprav tiste, ki Zahod kot tak determinirajo. Zdaj znotraj Zahoda so seveda tudi tako imenovanega Zahoda. Najdemo veliko družb, seveda, ki so tudi izjemno uspešne bile pri zajezitvah, naprimer Nova Zelandija, ki si jo sam omenil, ali pa Islandija v Evropi. No, moja kolegica in partnerka Teja Srnelj bi pri tem rekla, da je pa to zaradi tega, ker imajo ker so tam na oblasti ženske. To je tudi zelo zanimiva predpostavka, ki pa jo seveda velja še naprej raziskati. Ampak če ostanemo... Ne bi rekla. Tudi to je eden od predsodkov. Torej, konfucianizem je absolutno zelo patriarhalna ideologija, medtem ko konfucijanstvo pa ne. O tem sem pa pisala v moji prejšnji knjigi V senci velikih mojstrov, ampak konfucijanski filozofiji kot taki ne moremo učitati, kako se reče, mizogenstva, sovražnosti žensk ali pa nekako podpore patriarhalnemu sistemu. No, ampak da grem zdaj na diverziteto znotraj siniške regije, torej sam si izpostavil naprimer Ljudsko republiko Kitajsko in Severno Korejo, kjer je ta izvorna konfucijanska etika sicer v ozadju, oziroma jaz ne bi celo rekla, da je samo v ozadju, ampak je delno celo prepovedana. Ravno zaradi tega, ker temelji na nekem pojmovanju človeka kot avtonomne osebnosti. In to seveda v totalitarnih sistemih nikoli ni zaželjeno. Ravno tako tam Kant ni zaželjen, kot Konfucij ni zaželjen. Ampak vseeno so razmeroma uspešne. Tu se ne morem prvič čisto strinjati, kajti za Korejo, Severno Korejo, itak je jasno, ampak tudi pri vrednotenju kitajske uspešnosti nekako tukaj nimamo dovolj objektivnih informacij, da bi lahko sploh sodili v tem. Kot vemo, je v Ljudski republiki Kitajski zelo razširjena cenzura in torej tiste informacije, ki na nek način presikajo do nas, so zelo filtrirane na nek način. Je pa seveda možno tudi, da tam zagotovo na nek način razlog za to uspešnost, če obstaja ta uspešnost, mislim, da obstaja.
ni toliko v teh strukturah tradicionalne etike, temveč zagotovo bolj v legalističnem pristopu, bi rekla, no, v dejansko totalitarnih ukrepih, ki se izvajajo od zgoraj navzdol in v tej poslušnosti. Ne. Skratka, teh dveh argumentov tudi ne moremo izigravati enega proti drugemu, ne. Tudi v Siniški regiji obstaja zelo velika diverziteta. Zdaj, kar se Japonske tiče, ne, Japonska tukaj tudi tvori na nek način neko izjemo. Mnogo raziskovalcev in raziskovalk siniških kultur, torej tistih, ki se prav za vzhodno Azijo in njihovimi skupnimi kulturnimi, političnimi in tako naprej temelji ukvarjajo, vedno izpostavljajo Japonsko kot izjemo. Ne. In Japonska pravzaprav tudi nikoli ni, ona je prevzela konfucianistični sistem, ne, se pravi politični konfucianizem, nikoli pa ni zares se v nekem, Marko, oprosti, ne, nočem zdaj tvoje dizertacije tukaj v nič dajati, ampak ker je zelo zanimiva, ne, ampak to so izjeme, ki potrjujejo pravila. Ne. Skratka, konfucijanstvo kot neka filozofija, kot neka etika, ki temelji na avtonomiji, se na Japonskem pravzaprav nikoli ni prav uveljavila, čeravno je bila tudi na Japonskem razširjena etika odnosnosti in relacionalizma, ne, ki je temeljila tudi na nekih drugih idejah, ki so mogoče bolj avtohtono Japonske, vendar pa jaz mislim, da po Meidži, po obdobju Meidži in predvsem po obdobju modernizacije in postmoderne so tudi te relacije nekako se zelo skrhale, ne, tole omrežje socialno je postalo zelo porozno in to nam na zelo lep način predoči, na primer tudi članek Tinke Dellacorde Kawashima, ki je eden od prispevkov v našem skupnem zborniku, ki smo ga izdali tudi o koroni v vzhodni Aziji in ki bo v kratkem izšel, je praktično že v tisku ob 25. obletnici našega oddelka. Jaz upam, da sem vsaj v zametkih odgovorila na to množico vprašanj, ki si jih zastavil v svojem komentarju. Hvala lepa, Luka. Ja, hvala tebi za odgovore. Zdaj pa, hvala lepa obema, zdaj pa Maja, prosim. Ne slišimo te. Zdaj pa je v redu, ne? Ja. Zdaj, jaz sem na žalost imela en telefonski klic, tako da sem slišala samo prvi del tvoje predstavitve in se bo tudi moje vprašanje samo na ta prvi del nanašalo, in sicer na vprašanje rasizma. Zanima me točno, zdaj jaz nisem še prebrala knjige in predvidevam, da tam to tudi podrobneje pojasniš, ampak kako razumeš ti rasizem? Mislim, kako ga opredeljuješ, ne? Kaj me je spomnilo, ali zakaj to sprašujem, ne? Ker ko sem te poslušala, se mi je zdelo, da je nekaj, kar mi pogostokrat počnemo, ne? Je, da namreč kitajsko obnašanje, ne, do ljudi, ki izgledajo drugače, imenujemo lahko ksenofobija, edino kadar gre za odnos do recimo temnopoltih na Kitajskem, bomo govorili o rasizmu, ne, ko gre pa za odnos diskriminacije, recimo tudi, bom rekla, Evropejcev, zahodnjakov, ki so beli, a ne, pa to pripisujemo ksenofobiji. In me zdaj zanima, zakaj je eno rasizem, drugo pa ksenofobija, če ti to tako opredeljuješ sploh, seveda, zdaj, ne. A je tukaj res potem drugi pomislek, ki ga imam, ne, saj to so teoretiki pač, ki se ukvarjajo z raso, kaj rasa sploh je, mislim v sociološkem smislu, seveda, ne, kako funkcionira, ne, tudi ta sploh vidna razlika niti ni nujno tisti kriterij, ne, saj nekdo, mislim, v določenih praksah. In zdaj mene zanima, no, predvsem, kako ti razumeš rasizem v kitajskem kontekstu, v kitajski miselni tradiciji, a je to nekaj, kar pride šele z temi idejami socialne revolucije in rase v drugi polovici 19. stoletja na Kitajsko, ali je to nekaj, čemur lahko sledimo že prej, a ne? Zaradi tega, ker v končni fazi, če pogledamo, ne, so te ideje o nekih divjakih, ki so nepremostljivo drugačni, ne,
obstajale tudi v starejših obdobjih kitajske zgodovine, se pravi pred tem odpiranjem prisilnim v 19. stoletju. To je moje kratko vprašanje. Hvala, Jana. Že vnaprej. Hvala lepa, Maja, za to vprašanje, ki je zelo pomembno, zelo sem vesela, da si ga postavila, kajti dejansko nekako v tej krajši predstavitvi nisem imela toliko prilike dejansko razčistiti par diferenciacij, ki so v pogledu rasizma zelo pomembne. Najprej bi povedala, torej prvo vprašanje, mislim, da se je tikalo problema ksenofobije in rasizma. Kadar gre za odklanjanje nekih tujih, nekega drugega, ki je drugi po kakršnih koli kriterijih, kje je zdaj tu pravzaprav meja med ksenofobijo in med rasizmom. Torej, prvič moramo tukaj razlikovati, po mojem mnenju, med individualnim in strukturnim oziroma političnim rasizmom. Zdaj, individualni rasizem je tisti, ki je uperjen proti, na primer, izgledu ali pa nekemu drugačnemu vedenju, in ki temelji na nekih individualnih, nereflektiranih predsodkih, nezavednih več ali manj. Strukturni rasizem je rasizem, ki pa nekako izloča oziroma diskriminira določene skupine znotraj neke družbe in jim ne daje pač enakih možnosti participacije pri recimo družbenem bogastvu ali politični moči in tako naprej. Torej, če vzamemo, ampak tudi ta politični rasizem ni nujno osnovan na konceptu rase. Tukaj moramo predvsem razlikovati. Torej, na Kitajskem, torej danes smo seveda soočeni z pogromom nad velikanskim, groznim pogromom Han Kitajcev oziroma njihove vlade nad Ujguri v Xinjiangu. Tukaj lahko rečemo, potem tudi zelo pogosto v novejši zgodovini, že samo če ostanemo pri novejši zgodovini, smo bili nad hudo diskriminacijo tibetanske populacije soočeni, kjer gre zagotovo za neke vrste strukturni rasizem oziroma politični rasizem, vendar menim, da so vsi ti in takšne primere poznamo prav gotovo tudi v starejši kitajski zgodovini, ne samo v modernem obdobju, kajti tukaj ne moremo reči, tukaj gre samo za to, da je Kitajska na nek način uvozila te evropske rasistične, kolonialistične ideje. Ampak jaz vseeno mislim, da torej oni bodo vsekakor, kitajska vlada danes, pa tudi v preteklosti se je to pogosto dogajalo, da so izključevali, da so eliminirali cele skupine prebivalstva, pač ker je bilo to v skladu z njihovimi političnimi oziroma ekonomskimi interesi. V čem je pa pravzaprav zdaj razlika? Zakaj pa jaz vseeno pravim, da je rasizem tesno povezan z zahodnimi ideologijami? To je pa zaradi tega, ker temelji pravzaprav na konceptu rase. In rasa temelji ontološko gledano na nekem esencialističnem videnju človeka kot živega bitja, ki je na nek način skupek nekih biovedenskih esenc, ki so popolnoma nespremenljive. Zato se jaz ne bi strinjala, naprimer, s tem, ko si rekel, v zgodovini smo dostikrat videli, da so bili Han Kitajci uperjeni proti drugim skupinam, ker so jih videli kot nepremostljivo drugačne. Jaz mislim, da to ne drži, da je več ali manj vedno so dopuščali neko možnost, da se ti ljudje akulturirajo.
ne, da postanejo enaki Han-Kitajcem in Kitajkam seveda, in potem bo vse v redu. Medtem ko ta nepremostljiva drugačnost, ne, ta totalno statična, zafiksirana drugačnost pa je povezana s konceptom rase kot skupkom nekih esencialnih značilnosti in na tem konceptu je pravzaprav temeljila potem ideologija, ki je omogočala, ne, kljub krščanskim 10 zapovedim in enakopravnosti, ki je omogočala pravzaprav kolonializem, ki ga je tudi legitimizirala ideološko. Ne. In dejansko drži tudi, da rasizem, naprimer, ni vedno pogojen samo z drugačnim izgledom. Ne. Naprimer, če bereš Sartra in njegovo analizo judovskega vprašanja, lahko vidimo, da gre tam absolutno za tipičen rasizem. Ne. Čeravno marsikateri Jud torej na pogled se ne razlikuje od belcev kot takih. Ne. Ampak ne, zdaj, tako v antropologiji, kot veš najbrž sama, ne, pa tudi sociologiji, kot tudi v filozofiji, pravzaprav med teoretiki, teoretičarkami obstaja neke vrste ontološki sporazum, ki govori o tem, da se pač koncept rase ne uporablja, ker je neznanstven. Ne, in ker je tudi škodljiv, seveda, kot smo videli naprimer v Tretjem rajhu. Ne, skratka, koncept rase je pravzaprav se ne uporablja, ne, v znanosti. Neznanstven je že zaradi tega, ker naprimer med predstavnikom, med dvema individuma znotraj ene in iste kategorije rasne so razlike veliko večje kot med dvema kategorijama, kot med pripadniki dveh kategorij rase kot take. Ne. Skratka, znanstveno je kategorija rasa popolnoma nevzdržna, ampak se pa še vedno uporablja. Ne samo, naprimer, v naših učbenikih, mnogih, ne, še zdaj nismo uspeli, pa delamo na tem že 20 let, da bi se ta koncept eliminiral iz srednješolskih učbenikov, ampak tudi v medicini, naprimer, ne. Pri zadnjem pregledu, ki sem ga imela, naprimer pač, ki ga moramo imeti v službi, ne, vsakih par let, sem presenečena ugotovila, da je v moji anamnezi, torej v tistem formularju, kjer so nekako opisane značilnosti in bolezni vsakega individuma, je bila tudi alineja rasa in je pisalo tam bela. Ne. Zdaj, če nekako medicince in medicinke s tem soočimo, ne, bodo rekli, ja, seveda, ne, to je pač zaradi tega, to je čisto pragmatično, zaradi tega, ker pač ne, po DNK-ju so določene značilnosti medicinske pri določenih rasah bolj zastopane kot pri drugih. Ne. Ampak tu gre v bistvu vselej za spremenljivke. Ne. Naprimer, mi, ki imamo dosti opravka s Kitajci in Kitajkami, smo dostikrat videli, da tisti, ki na novo pridejo k nam, so v bistvu zelo slabo prenašajo alkohol, predvsem v povezavi v razmerju do Slovencev in Slovenk. Ne. In jaz se spomnim marsikaterega primera, ne, ko so na začetku ti ljudje, ker imajo pač nek encim razgradnje alkohola slabše razvit. Ne. No, in ti so na začetku, ko so prišli sem, so vedno po tretjem kozarcu čisto rdeči in zaripli v obraz, postali, na kar, ko smo jih malo strenirali, ne, kakšno leto, dve so začeli prenašati alkohol ravno tako dobro kot mi. To seveda ne drži za vse te značilnosti, ampak mislim, da za večino vendarle velja, ne, predvsem kar se tiče biovedenjskih lastnosti. In jaz dejansko mislim, da je skrajni čas, da se tudi v medicini, mislim, tudi če gre za to pragmatično utemeljitev, češ da določene pač medicinske, fiziološke karakteristike so drugačne, da se tudi to nadomesti s kakšno drugo kategorijo, naprimer poreklo ali pa kaj podobnega. Drugače pa o rasizmu se glede rasizma, ne, tudi
tudi glede tega vprašanja, ki si ga sama postavila na koncu, ali je to zdaj res nekaj modernega, uvoženega iz Zahoda, ali pa je to tudi v kitajski tradiciji bilo prisotno. Jaz mislim, da torej v konfucijanski na vsak način ne, kajti konfucijanci so bili socialni konstruktivisti. Ne. Oni so vedno rekli, po naravi, nekako potem, kakšni pridemo na svet, smo vsi popolnoma enaki, ne. To, v čemer se razlikujemo, so pravzaprav priučene lastnosti. Ampak res, da ne bom zdaj predolga, da ne bom zdaj pol ure o tem govorila, bi s tem vprašanjem rasizma res zaključila, pa se lahko še kdaj v priliki kakšnega simpozija mogoče več o tem pomenimo. Ja, hvala, Jana. Jaz bi samo mogoče opozorila, kar si ti tudi nakazala, da so velike razlike med ideologijami, praksami, med znanstvenimi teorijami v različnih vedah, a ne, potem javno rabo ali splošno rabo teh izrazov. Ne. In, se mi zdi, no, da se strinjam absolutno, da mi kot družboslovci v bistvu v prvi vrsti ne operiramo več z rasami, ampak operiramo samo še z rasizmom kot nekim načinom odnosa, pristopa, ravnanja, ne, do drugih. Ampak ja, se pravi, samo ta prvi del sem slišala, drugače še mogoče kakšno vprašanje postavila. Hvala. Hvala tebi, Maja. Ja, hvala vsem. Zdaj, a je še mogoče kakšno vprašanje, kakšen komentar? Mateja, lepo prosim, izvoli. Ja, upam, da se slišimo. Najlepša hvala za to krasno predstavitev. Po moje bomo kar vsi vzeli knjigo v roke zdaj in si z zanimanjem prebrali, če si jo še nismo. Mene je predvsem pritegnilo opažanje, a ne, da te jeseniške družbe tehnologije sprejemajo nekoliko drugače, ne s takim odporom. In me zanima, če mogoče lahko rečemo, da tudi na tem področju delijo izkušnje, se pravi z tega tehničnega vidika. Zanima me, a vse te regije ali kulture razvijajo tehnologije po svoje, torej z nule, ali mogoče prenašajo prenos znanja, da naprimer prevzamejo nekaj aplikacijo in jo priredijo za svoje potrebe. Kako je mogoče s tem, z razvojem teh aplikacij in tehnologij? Hvala. Hvala lepa, Mateja. Jaz mislim, da na tem področju si ti veliko večja ekspertka pravzaprav od mene, kajti jaz sem se v knjigi, torej jaz sem se ukvarjala z vprašanjem, jaz sem opazila kot najbrž vsak od nas, ne, to, da je v bistvu ta stopnja sprejemanja digitalnih tehnologij v vzhodni Aziji veliko večja kot pa pri nas, predvsem v Evropi, pa tudi v Ameriki. No, in na tem področju sem nekako ugotovila, predvsem sem izhajala iz predpostavke, da je ta naša zadržanost, oziroma bom kar rekla strahovi pred digitalnimi tehnologijami, ki, kot smo ravno v epidemiji COVID-a dostikrat sami imeli priliko ugotoviti, včasih mejijo že na te teorije konspirativnosti. Torej, jaz mislim, da digitalna tehnologija je sicer povezana z ogromnim preobratom v razvoju tehnologije same. Mislim, da gre tu za neko tehnološko revolucijo, ki na nek način redefinira pravzaprav odnos med človekom in tehniko. In glede na tvojega vprašanja, kako je pravzaprav z uporabo aplikacij, ali je v širšem obsegu možna v vzhodni Aziji, naprimer kot v evropskih kulturah, bi rekla, da je vsekakor ta pismenost na vsak način v populaciji večja in da je tudi nekako osveščenost glede dobrih in slabih plati veliko večja. Torej, jaz tukaj izhajam iz predpostavke, da je pač, čeravno je, kot rečeno, tu gre za neko za neko revolucijo v tehnologiji, je pa to vendarle tehnologija. Kar pomeni, tehnologija sama po sebi nikoli ni slaba ali dobra,
ampak jo je možno uporabiti bodi si v dobre, bodi si v slabe namene. Seveda. In tukaj tale tehnologija ni nobena izjema, ni nujno, da bi vse te prednosti, ki nam jih ta digitalna tehnologija, informacijska tehnologija nudi, da privedejo do takega zelo glasnega sistema kot v Ljudski republiki Kitajski, kjer imamo ta sistem družbene kredibilnosti, ki je zelo orwellovski. Na Tajvanu, na primer, jaz sem veliko brala materijala o tem, na Tajvanu imajo na primer celo ministrstvo za digitalne tehnologije in ta ministrica, ki se piše, mislim, da je Audrey Tang, Audrey Tang je na primer odigrala, to ministrstvo je odigralo izjemno veliko vlogo pri uspešnosti zajezitve pandemije na Tajvanu in jaz bi si zelo prizadevala za to, da bi to osveščenost, torej ravno to, da ni nujno, da digitalne tehnologije vodijo k nekemu centralističnemu nadzoru. To sta dve popolnoma različni stvari. Na Tajvanu, na primer, pa tudi marsikje drugje v vzhodni Aziji, pa tudi že v Ameriki, smo priča ustanavljanju tako imenovanih digitalnih kooperativ, kjer se ljudje združujejo v skupine, kjer so oni sami lastniki digitalnih podatkov, ki jih imajo in z njimi upravljajo tudi po principih bazične demokracije. In meni se zdi, da dejansko, torej jaz sem se v knjigi potem malo več ukvarjala s temi ontološkimi osnovami, tudi kaj so pravzaprav razlogi za to, da v vzhodni Aziji te digitalne podatke, da jih na nek način sprejemajo z manj strahu kot pri nas, čeravno pri nas je ta odnos tudi zelo hipokritičen. Po eni strani se pač kritiziramo te vzhodnoazijske regije, češ kako so nekritični, kako jim je vseeno za njihove osebne podatke, po drugi strani smo vsi blazno radodarni na Facebooku in drugih omrežjih raznih z našimi podatki in surfanjem po internetu. Tako da nekako ta del moje knjige je bil v bistvu v prvi vrsti posvečen razgradnji teh strahov, ki prevladujejo glede digitalne informacijske tehnologije v Evropi. In po drugi strani tudi nekako možnosti vzpostavljanja mostov z drugačnim dojemanjem teh digitalnih tehnologij. Če sem kolikor toliko odgovorila na tvoje vprašanje. Ja, super, hvala. Hvala lepa, Matej, za vprašanje in Jani za izčrpen odgovor. Zdaj, a je mogoče še kakšno vprašanje se porodilo ali pa želja po izrekanju kakih komentarjev? Tako da, ja, če ni, potem bi se jaz počasi zaključili ta današnji dogodek in bi se prav lepo rada zahvalila avtorici za njeno predstavitev knjige. Hvala, Jana, seveda tudi Marku za njegove komentarje, Luki za vprašanje, Maji in Mateji za vprašanje. Tako da hvala lepa, da ste prišli na današnji dogodek in vsem skupaj želim prav en lep vikend. Hvala lepa in srečno. Hvala, enako. Adijo. Hvala, čau, čau. Čau. Čau.